Radi gledat not, pa fanti oren kable vlečejo, veš. Dobro jutro. Ne smem biti preglasen. Ura je 4:45, zelo preprost. Škoda je prenovila svojo Fabio in je nas povabila, da jo gremo pogledat. Avto, s katerim sem odpeljal pa na Brnk, je pa tista petica, kdor spremlja Tino, Busy Mami na Instagramu, pol ve točen, kjer avto je ta. Veš, ta avto bi morala Tina že včeraj vrniti, pa se je pa zgodilo tako, da so na Lexusu LC-ja, tistega, ki bi ga moral jaz prevzeti, prodali, se je nekdo po testni vožnji prav na hit odločil, jaz bi ta avto imel in ga je dejansko odpeljal. Tako da so bili na BMW tako cool, da so nama še par dni ta avto pustili, da premostimo krizo, ker drugače bi s Tino ostala v Ljubljani. Je pa tole 520 Touring Luxury Line, res noro udobni zici, adaptivno podvozje, pa še kupenih drugih stvari. Tako da BMW, hvala, pri Lexusu so pa obljubili, da bo naročili novega LC-ja, še malo tišje bilati. In kaj tisti pride, bom jaz ta prvo vrst, ko ga bom imel. Zdaj pa hitro na Brnke, v luft. Kje sva? Je v Pragi. Kaj bo odjela? Upam, da se bo z Janko Peckem vozila. No tako, škoda je, tako kot sem zjutraj povedal, prenovila Fabio. Drugač pa ti veš, koliko časa Fabia že voz po cestah. Mislim, da je leta 99 prišla prva, to je že tretja generacija, vmes so jih prodali že mečkem več kot 4 milijone, tale se pa po cesti vozi že od koliko? 2014, nekaj tazga. Aha, lepo sem eno postavil, vidiš, nebejo sistema tele Čehi. Je pa Fabia prenovljena oblikovno, pa tudi tehnološko, ampak pojmo najprej en krog, pa sem pol malo več razgovoril, prav. Zdaj, te prva stvar, ki jo opaziš, ko se usedeš v Fabio, še posebej, če cesta ni idealna, je to, da avto blaži noro dobro. Po mojem ni v tem segmentu 5 avtov, za kateri bi lahko rekel, aha, slaba cesta, pa da bo takšna zvočna zatesnjenost, da bo podvozje tako po rihtu neravnine. In če temu zraven dodaš še ful dobro zvočno zatesnjenost, tudi nasplošno je tale zvok trivaljnika ful dobro zadušen, je pismo, pol dobiš en avto, ki je zelo prijeten za voziti. Je pa tudi nekaj res. Fabia je vse to, kar sem zdaj naštel, znala že pred prenovo. A veš, v stilu avtov, ki prihajajo iz vad koncerna, je taka razmeroma uglajena, predvsem pa na cesti predvidljiva. To pomeni, da takrat, ko ti hitro peleš, se avto ne razburi prav hitro. No evo, prva postaja, da se lahko avto še malo razgovorim. Pa veš, ko vidim, tukaj so naštimali vse 3 generacije Fabije. To pa lušten vedeti. Pa si pa vedno fajn malo cajt vzeti, pa če se le da tudi noter usedeti, pa spremljati evolucijo razvoja od ta prve do ta zadnje. Predvsem pa si lahko pogledamo, kakšna je razlika med to Fabijo pred prenovo pa po prenovi. Evo, takole izgleda maska Fabije pred prenovo. Zapomnim si zdaj to obliko, te žaromete, ta odbijač, pa te zračnike. No in od tam pridemo pa na čista novo. Vidiš razliko? Ni velike razlike, ne? Se vem, ampak se moraš zakopati v detajle, pol pa najdeš kakšno. Pazi zdaj. Vidiš, vsebina žarometov tukaj spodaj je drugače oblikovana, predvsem pa tega prej nisem povedal. Prvič lahko svet tudi z LED žarometi, tega prej ni znala. Pa meglenke tukaj spodaj so malo drugače integrirane v odbijač, kot so bile prej. Podobne blage spremembe pa najdeš tudi na zadku. Ni jih veliko, ampak so pa. Pa tudi v kabini dosti podobna zgodba. Najprej stvari ne opaziš, pol pa pogledaš merilnike, recimo, pa vidiš, da so malo drugače oblikovani, predvsem pa lažje berljivi, a so bolj berljivi, lažji so. Vidiš, merilniki po novem izgledajo takole. Škoda trdi, da je kupenih novih dekorativnih elementov, mislim, da tole tudi šteje vmes. A tukaj v drugi vrsti imaš recimo še 2 novosti, ki jih pred prenovo ni imela. Ena je recimo tale, to je držalo za tablice. Kaj veš, da mulčki vsake toliko časa ratajo malo nestrpni, ne? Pa je fajn kakšno risanko gor vršt. A pa tole je tudi novo, tukaj zadaj imaš kar 2 USB vhoda. Pa še ena novost, ki je Fabia pred prenovo ni imela, vidiš, tole podlogo lahko dokupaš. Na eni strani imaš trpežno plastiko, ki jo lahko, če hočeš, upereš tudi z vapom, lahko marsikaj osranga notvržeš, na drugi strani pa tak čisto običajen, bolj fin material, vidiš? Pa še ena simpli clever rešitev je nova, če boš zbral karavana, to ta ni, dobiš uno lučko, ki ti a svet kufor ali pa ven vzameš, pa deluje kot baterija, takole zgleda. Vse ta trik že poznamo, lahko je lučka, pa povzameš ven, evo takole, pa lahko uporabiš tudi kot
baterija, veš? Pa ko pogledaš kufer, ogromno enih takih uporabnih predalov, pa ne samo tukaj v vogalih, tudi tukaj le gor imaš enega, vidiš? Hvala, da so se Orange potrudili tudi pri infotainment sistemu, zdaj če bi šel jaz vse razlagati od začetka do konca, bi bilo malo dolgočasen, naredil sem sliko, stisnem pauzo, pa si preber. Tole. Kar se pa prostornine kufra tiče navadna, to ni ta karavanska, ti ponud 330 litrov, tale karavanska pa od 530 do 1395 litrov. Mimogrede, to je največ v segmentu. Pa si povedal, da v bistvu sem še Fabia pa Clio ima ta karavanski prtljagnik. A, sem res? Sem Fabia pa Clio? Ja. To je pa kar prednost. Hvala, Jure. Takole pa, da si boš lažje predstavljal, zgleda armaturna plošča pa delovno okolje voznika kot celota. Poglej. Sam te zici res dobro zgledajo, stari. Taki, na pol dirkaški. Ne bi jih prepisal Škodi Fabiji. Če zbereš Monte Carlo, si pol deležen tudi tazga simpatičnega difuzorja, ki je v bistvu tukaj bolj za šminko, kot za to, da bi kakšno funkcijo opravljal. No, pa značko. To tudi dobiš. Drugače pa Fabija tudi z asistenčnimi sistemi dosti na tekočem, po novem tudi z radarji spremlja okolico, recimo takrat, ko zapuščaš kaj je že ta, no, parkirplac, pa malo pogleda nazaj, to je ful koristna stvar. Sliko eno sem naredil, tako da si lahko pogledaš natančno, katere sisteme Fabia ima, pa kateri so novi. To se pravi, tako kot ponovadi, stisnem pauzo, pa preber. Evo, le, ta že gre nekam, ki ne bi smel iti. Vec je, že ni. Stari gleda not, pa fantje oren kable vlečejo, veš. To je to, naveza Gregorčič Merlak, kako sta se znajdla. Bravo, bravo! Drugač pa Jure ravno kar govori z delavcem tukaj v tovarni, ki ni na noben način povezana s Škodo, izdelujejo kable, plačajo pa 550 €. Veš, sta že prijatelj. Z Gregorčičem ne moreš, da ne bi bil prijatelj, ne? Človek se kar do njega malo zaljubi. To se zdaj čudno sliša.